Danes je bil opravljen prvi narok v zadevi sodne preveritve ustreznosti nadomestila iztisnjenim delničarjem družbe ACH. Na naroku je tako predlagatelj kot tudi skupni zastopnik ostalih iztisnjenih delničarjev vztrajal pri dosedanjih navedbah, in sicer, da je ponujeno nadomestilo neustrezno. V tej zvezi je predlagal postavitev izvedenca ustrezne stroke, gre za izvedenca s področja vrednotenja podjetij. Sodišče je narok nadaljevalo z vprašanjem glede postavitve poravnalnega odbora. Na tej podlagi je bil podan ravno tako strani predlagatelja VZMD predlog za postavitev poravnalnega odbora. Sodišče je v tej zvezi izdalo sklep o postavitvi poravnalnega odbora. Navedenemu sklepu bo sledila še dodatna odločba sodišča o višini predujma za delo poravnalnega odbora, ki ga bo sodišče naložilo v plačilu glavnemu delničarju. V zadnjem času smo ponovno priče številnim postopkom iztisnitev manjšinskih delničarjev in v večini primerov v združenju ugotavljamo s strokovnimi sodelavci, da so izplačane denarne odpravnine absolutno prenizke. Temu v praktično vseh primerih, ki smo jih sprožili, pritrjujejo tudi sodišča oziroma poravnalni odbori, kjer dosegamo praviloma preko 100, tudi tja do 300% dodatne denarne odpravnine v primeru vse večjega števila iztisnitev tudi v zadnjem času. Konkreten primer družbe ACH tudi sodi v kontekst tistih, kjer smo strokovnimi sodelavci ugotovili, da je izplačana denarna odpravnina prenizka. Iztisnjenih je bilo 251 manjšinskih delničarjev, ki so skupaj prejeli že 3,6 milijona evrov denarne odpravnine, vendar pa je glede na vsa dogajanja in ocene, ki so bile opravljene, to absolutno premalo. Prepričani smo bili in tudi volja je bila strani glavnega delničarja in samih predstavnikov družbe, da se skuša poiskati rešitev z ustreznim dogovorom mimo sodišča z izvensodno poravnavo, vendar pa so ob prevzemu družbe in menjavi lastnikov ter razparceliranju le-te nastali dodatni momenti, menjava tudi odvetniške družbe, in zato je ta postopek zastal, tako da ga v tem primeru nadaljujemo pred sodiščem. Prepričani smo, da bo tako glede na poravnalni odbor in eksperte, za katere smo predlagali, da jih sodišče imenuje, prišlo do zelo jasnega rezultata oziroma ugotovitve, da je dejansko izplačana denarna odpravnina prenizka in da bodo s tem v zvezi manjšinski delničarji dobili dodatno denarno odpravnino tudi v tem primeru. Hkrati pa seveda naj povabim ponovno tako v primeru ACH-ja kot tudi drugih, kjer smo sprožili postopke, naj se delničarji neposredno v le-te vključijo in se pridružijo združenju v njegovih praktično vseh tovrstnih primerih uspešnih prizadevanjih. Poleg vsega navedenega so bili predlagani tudi naslednji dokazi, in sicer zaslišanje prič. Gre za bivše poslovodstvo glavnega delničarja in družbe ACH. V tej zvezi je bilo predlagane zaslišanje priče gospoda Rasta Oderlapa, bivšega direktorja družbe ACH, gospoda Petra Krivica, finančnika iste družbe, gospoda Primoža Raktelja, bivšega direktorja glavnega delničarja, kot tudi zaslišanje gospoda Mateja Rigelnika. Sodišče je narok na to zaključilo. Naslednjo obravnavo pričakujemo za čas potem, ko bo poravnalni odbor sodišču dostavil mnenje, izvedensko mnenje o ustreznosti ponujene odpravnine.